Danes smo tle, zato da tudi javno otvorimo ta prostor, v katerega smo v zadnjem poletju v društvu Pina vložili dosta truda. Danes imamo prvi dogodek namenjen javnosti, to je prvi iz serije velikih dogodkov, da smo se odločili tudi zato, da povabimo novinarje, da malo predstavimo, kaj se bo tukaj dogajalo in zakaj smo naredili to prenovo. Glavno je, da je zdaj cel prostor Cyber Cafe, e-kavarna Pina na Kiričevi razdeljen v 3 podprostore. Torej, eden je Cyber, ki je, kot vedno, kot še prej namenjen internetu, surfingu in tako naprej. Drugi je Infotočka, ta bo ponujena informacija vsem mladim na 4 različnih področjih, torej informacije glede štipendij, glede izobraževanja, informacije glede aktivnega preživljanja prostega časa, trajnostnega razvoja in pa mobilnosti in zdaj mislim, recimo, kako mladi se lahko udeležijo kakšnih projektov, mednarodnih izmenjav, pa študentskih izmenjav in tako naprej. Kar se tiče tega prostora, v katerem smo zdaj, to je naš, zaenkrat se kliče to večnamenski družabni prostor, ampak tudi družbeni prostor, namenjen je vsem članajem, mi smo napovedovali tudi dnevna soba v mestu, mislim, da manjka en prostor, kjer lahko neobvezno preživljamo prosti čas. Zdaj, kaj se bo tukaj dogajalo, lahko delimo dejansko v dnevni program, oziroma po dnevi niti ni enega programa, ampak se tukaj pač dogaja to, da je na voljo čitalnica, da je na voljo nekaj knjig, nekaj revij, nekaj brošur, da je tukaj brezplačni dostop do brezžičnega mrežja, tako da se ljudje lahko prosto zadržujejo tukaj. V kratkem, mislim, da je tudi nabavo nekaj družabnih iger in tako naprej, tako da bo to postala dejansko neka dnevna soba, kjer lahko preživljajo prosti čas, tako kot ne bo pasano. Glavna nit programa, ki se pa tukaj dogaja, je pa družbena odgovornost in odgovornost do okolja, ki se nam zdi ključ do osvetljene družbe oziroma do nekega družbenega napredka. Edini ključ. Vsak posameznik zase mora biti družbeno odgovoren, zato da bomo lepši vsi skupaj živeli dan in to spodbujamo v tem prostoru. Letos se kultura na klubu študentov občine Koper seli v notranje prostore in pripravljamo en cikl, en sklop dogodkov, ki so namenjeni manjšemu občinstvu, ampak to, da je občinstvo manjše, pa ne pomeni, da je kaj manj kvalitetno. Predvsem pripravljamo cikl dogodkov za ljudi, ki zahtevajo malce več od kulture oziroma malce več nasploh od dogajanja. Trenutno so aktivni v tednu 4 dnevi in sicer ponedeljki nam bodo postregli z mednarodnimi kulturami. Vsi mladi popotniki, študentje bodo predstavili svoje izkušnje, mogoče prinesli celo kakšne spominke, kakšen okus te dežele, tako da upamo, da bo res tu pričarani od kulture tujih dežel. Potem so tu četrtki, ko se bomo podali v filmski svet. Začenjamo z oktobrom z vodom v kinematografijo Daljnega vzhoda, nadaljujemo v novembru s kitajskim filmom in v decembru z japonskim. Petki in sobote smo poimenovali po umetnostih in sicer petek je statična umetnost, to je vsa umetnost, ki ne zahteva nekega gibanja, torej predstavitve knjig, fotografij, okrogle mize, delavnice, medtem ko so sobote namenjeno vsem, kar predstavlja oder. Torej gledališče, improvizacija, ples, glasba in še mnogo stvari, ki bojo izkoristile ta naš oder tudi v Pini. Kultura je tukaj res zato, da prebudi, da šokira, da ni nekaj enostavnega, da ni nekaj populističnega in hkrati mi želimo dati možnost mladim umetnikom, ki imajo sporočilo za ta svet, da ga predstavijo na svoj način, na tisti čist popolnoma drugačen način, kakršnega si želijo in kakršnega mogoče nekje v drugih ustanovah ne dobijo možnosti. Zato je tudi naslov projekta Kultur šok, ker je to naš osnovni cilj, da šokiramo in da prebudimo mlade umetnike. To je prvi večer, ki ga imamo tukaj. Prenovili smo ta prostor ravno zato, da bomo lahko take stvari delali tukaj not. Seveda težko je začeti, upam, da nas bo vedno več in več tukaj in da bomo preživeli lepe večere. No, danes je otvoritveni dogodek, kot pravim, in smo povabili dva naša prijatelja, bom rekel, da začnemo tako med nami. Borut Novaković bo zaigral en par zadev na to, kar je meni še vedno
Vsakeč, ko vidim ta inštrument, lutnja. In pa Karlo bo povedal nekaj grdih besed, kot sem čul, kot jih zna samo on. Ampak to boste ti slišali, no? Še ena zadeva, načelo Pina je načelo odprte hiše. Zato tudi sprobavamo to varianto, da hkrati laufa vse, torej internet kafe, kulturni program, mogoče bo kdo celo to videl, pa si pridružil, tako. Upam, da vas ne bo to malo preveč motno. Drugače v gledališčih in tako poznamo to sterilno kulturo, bomo rekli, vse mora biti tiho in tako, mogoče bomo mi probali tle malo drugače to narediti, malo bolj odprto in tako. No, bolj biti nekaj tega. Tla mokra, jaz nespečnosti zvezd, snežen obraz, kljub hunom, kljub gonu gnan, cvetelo cvetje, februar in nade, ljudožerci, upaljači, činčile, kar ne priznam, prislužena norost, jebi se, 100krat jebi se, noč, plava prevrnjena sreča, lok, prastari, morenje, roke in žile, moje roke in žile, oponašanje in svet, vse, potem skrb, 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 potem prazno, prazen let prek strmin in izpev, potem pozni grom, ustajenje in lok, boli me kurac, danes ima više toga, nepremišljenost in bombe, prati savjest, danes je taka lepota prepuščena in pisava, pred 100 leti bi se obotavljal in shladil, ampak ne, nič več, tu žarim in padam, življenje ostaja, s tem preživetjem se kot zmaga iz ničim traja, v trajanju pada in oblakov več ni. Vsaka normalna dimenzija in stara tehnika, povedati tudi to slišati, ne vedeti, ne znati za aranžma. Če vam je bilo všeč, vas vabim, da tam je plakat, to je na internetu imamo objavljeno, vidite po vašo dnevno dosto kulture, bomo rekli, v ponedeljkih potopisni večeri, torki, srede, delavnice, predavanja, četrtki, filmski večeri, danes je izjema, filmski večeri jutri, in petki statična umetnost in sobote gibalna umetnost, torej ples, teater in tako naprej. Jaz sem vabim, da še naprej ste tukaj, se pogovarjate, da ste pač čutite se kot doma.